Lepo pozdravljeni. Na kratko vam bom predstavil delo osrednjih specializiranih informacijskih centrov za slovensko znanost. Zdaj ti centri, to ime je določil Zakon o knjižničarstvu iz leta 2001 v 32. členu. Zdaj pa so v okviru ARRS, Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, so OSIC-i, tako na kratko jih imenujemo, so del raziskovalne infrastrukture. Njihova temeljna naloga pa je zagotavljanje kakovosti bibliografskih zapisov raziskovalcev v sistemu COBISS slovenskem in to nalogo opravljajo od leta 2005. Ti podatki se potem uporabljajo za različne namene. V tem času, to pomeni od leta 2005 do konca septembra, smo OSIC-i preverili skoraj 306.000 zapisov. Seveda smo nekatere večkrat preverjali, tako da smo ga, ko je bil že preverjen, je prišlo do določenih dodatnih podatkov ali pritožbe avtorja in tako da je število dejansko opravljenih je več, ampak tega podatka nimamo. Seveda, ker je slovenska znanost, tako kot jo organizira Agencija za raziskovalno dejavnost, razdeljena na 6 področij, je tudi 6 OSIC-ev. In glede na število raziskovalcev in število objav je OSIC za družboslovje naredil največ, drugi je naravoslovje, tehnika, humanistika, medicina in biotehnika. OSIC-i 4 so na Univerzi v Ljubljani, eden za tehniko je v Centralni tehniški knjižnici, za humanistiko pa na Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. OSIC-i sodelujemo tako, da nas koordinira IZUM. Po eni strani, po drugi strani pa tudi, ker opravljamo določene konkretne naloge, tudi se usklajujemo in sodelujemo neposredno z Agencijo za raziskovalno dejavnost. Zdaj, pravna podlaga za OSIC-e. Najprej je tisti 32. člen Zakona o knjižničarstvu iz leta 2001, ki je določil to ime, potem pa pravilnik o postopkih financiranja oziroma sofinanciranja, ocenjevanja in pa spremljanju, v glavnem zapleteno ime, pokriva celotno področje ARRS, kjer je v 1. členu določeno, da so OSIC-i del raziskovalne infrastrukture. Potem njihova oziroma naša osnovna naloga je verifikacija ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po tipologiji dokumentov za bibliografijo v COBISS-u. To je 36. člen, potem je pa 8 členov, ki določajo namen, naloge, usklajevanje z agencijo, pa tudi razpis, s katerim agencija pridobi na 2 leti ali na 3 leta te centre, in pa tudi postopek ocenjevanja na razpisu. Potem so pa še členi od 211 do 213, ki pa določajo, katere baze podatkov vodi Agencija za raziskovalno dejavnost in kakšen je postopek pri spremembah baz podatkov, pa tudi pri spremembah tipa bibliografske enote, če pride do kakšnega spora oziroma in je to treba razrešiti. Zdaj, naloge OSIC-ev so takole navedene v razpisu. Sam pravilnik jih bolj na kratko opiše. V razpisu pa je takole določeno. Prva naloga je sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografije raziskovalcev. Potem je spremljanje ustreznosti bibliografskih zapisov, če so v skladu z tipologijo dokumentov,
Potem organiziramo arbitražo, kadar pride za različna mnenja glede ustreznega tipa bibliografske enote, in pa tudi določene bibliografske zapise popravljamo v tem smislu, da spremenimo tip dela, če ugotovimo, da ni ustrezno, ali pa dodamo kakšne podatke, ki so potrebni, da je vrednotenje v skladu s pravilnikom, s bibliografskimi merili, ki določajo, kako se posamezna bibliografska enota točkuje. Potem so še pa naloge, ki so manj pomembne, vodenje bibliografij. V preteklosti je bilo to pomembno, recimo za kakšne raziskovalce Slovence, ki delajo v tujini in nimajo svoje knjižnice, ki bi naredila bibliografske zapise v COBIS-u. Potem sodelovali smo pri povezovanju sistema COBIS z tujimi informacijskimi viri Web of Science, ker je pač ta povezava pomembna zato, ker se prenašajo podatki o vključenosti v Web of Science oziroma faktorji vpliva in te zadeve. Potem pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin. Ta naloga je bila na začetku določena, zdaj je v bistvu ne upravljamo več, razen izjemoma, za vse to, kar je v zvezi z našimi osnovnimi nalogami. Da svetujemo avtorjem, bibliografom, založnikom, urednikom in tako naprej. Nekaj pa potem tudi raziskujemo, da lahko kakšne stvari spremenimo, kar bom povedal v nadaljevanju. Metodološke osnove. To pomeni, da OSIC-i vzdržujemo tipologijo COBIS. Mi smo tisti, ki določimo, kaj je treba spremeniti, dodajemo nove tipe, potem tudi dodatna navodila, kako se naj bibliografski zapis uredi, da bo se lahko ustrezno točkoval. Tudi COMARC-B format je treba včasih malo spremeniti, dopolnjujemo sezname ARRS in pa tudi sodelujemo pri spremembah bibliografskih meril, ki so osnova za točkovanje. Zdaj, v tipologiji dokumentov, ki je v sistemu COBIS v takšni obliki iz aprila 2006, zmotil sem se, iz leta 1996. No, mi dodamo nove tipe, tole je primer 233 strokovni film in tako naprej, ali pa dopolnimo definicijo, ko se izkaže, da ni čisto dovolj jasna, ali pa zato, ker so se spremenili načini objavljanja. Pri metodoloških osnovah, to so pa dodatna navodila iz leta 2007, ko se je izkazalo, da sama tipologija ni dovolj, da bi bibliografi lahko ustrezno naredili bibliografski zapis, ki bi bil, da bi se točkoval po metodologiji ARRS. Zdaj pač dodamo nova navodila, kakšno navodilo tudi dopolnimo, recimo v zvezi s zborniki povzetkov. To navodilo je bilo ustrezno, dokler se niso pojavili portali, kjer objavljajo v elektronski obliki razne prispevke, a ne, portal je integrirani vir in tu smo te težave tako rešili, da pač tip 225 ni obvezen, ker ga ni mogoče vnesti. Dobro, to so tehnične podrobnosti. No, COMARC-B format leta 2006 so bila prva 4 polja, od A do D. Pozneje smo pa dodali posebnosti v točkovanju. Namreč včasih ni mogoče iz bibliografskega zapisa programsko ugotoviti, ali se naj točkuje z 100% točk ali 50% točk, ali pa da je treba izključiti iz točkovanja. Recimo, ker sta v COBIS-u bibliografska zapisa za tiskano izdajo in elektronsko izdajo, ali članka, ali monografije, je seveda treba enega od teh izključiti iz točkovanja, da avtor ne dobi dvakrat točke, ampak samo enkrat. Potem ARRS vodi 4 sezname,
Najprej so bibliografske baze podatkov, potem so seznami revij, ki niso v teh bazah, se pa upoštevajo, zato ker se ne upoštevajo vse revije, vse objave, potem seznam znanstvenih založb in pa seznam BiblioD, seznam zaključenih znanstvenih zbirk podatkov. Tu je malo nerodna definicija, bo to spremenjeno, tu gre v bistvu za arhive podatkov oziroma podatkovne repozitorije. Na tem seznamu je od začetka samo arhiv družboslovnih podatkov, ker je bil prvi, ki se je s tem ukvarjal, zdaj pa se pripravljajo, so v postopku na ARRS merila za dodajanje repozitorijev na ta seznam in to pa pomeni, da se je v nekem smislu da je ta akcija za odprto znanost, za odprte podatke zdaj spodbudila tudi druga področja, da razmišljajo o svojih podatkovnih arhivih. Kar precej let za družboslovjem. No, tudi pri metodoloških osnovah spada, da sodelujemo pri dopolnjevanju ali spreminjanju bibliografskih meril znanstvene in strokovne uspešnosti. To so pa merila, ki določajo, kako se točkujejo posamezni članki, glede na to, v kateri reviji so objavljeni. Včasih je sprememba potrebna zaradi usklajevanja za spremembo tipologije COBISS in pa seveda tudi predlagamo spremembo meril ali sami OSIS-i ali pa iz njihove raziskovalne skupnosti pride pobuda, da je treba določeno spremembo pri vrednotenju narediti. No, ko preverjamo tipologijo, se to v tistem bibliografskem zapisu vidi, ali je preverjena ali ni. Preverjamo pa samo znanstvena dela, to pomeni članke, poglavja, prispevke na konferencah in znanstvene sestavke v slovarju. Potem preverjamo znanstvene monografije, ker je od tipa monografije, v kateri je objavljeno poglavje, odvisno točkovanje. V začetku je bila samo ena vrsta znanstvene monografije, potem je pa zaradi potreb humanistike prišlo do 3 dodatnih tipov. Temeljni znanstveni slovar, znanstveni terminološki slovar in pa znanstveno-kritična izdaja vira. Potem so pa še takšne stvari, kot recimo 2020 zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov, ki se je uporabljala v glavnem samo pri raziskovalcih, ki so dali svoje podatke v arhiv družboslovnih podatkov, v prihodnje bo pa to razširjeno na vsa znanstvena področja. Potem se upoštevajo nove sorte, patenti, modeli. Postopek je pa takšen, mi moramo publikacijo preveriti, pogledati, ali je članek uvrščen med izvirne ali pregledne, je strokoven, znanstven in tako naprej. Moramo publikacije dobiti ali v knjižnici ali od avtorjev, včasih so težave, potem se posvetujemo, avtorjem pojasnjujemo in tako naprej. Kadar pa se avtor ne strinja z našo odločitvijo, mi ponovno preverimo svojo odločitev, potem pa ga usmerimo na Agencijo za raziskovalno dejavnost, da potem tam znanstveno-raziskovalni svet vede in pa na to znanstveni svet agencije to pritožbo obravnavata. Če je potrebno karkoli v bibliografskem zapisu spremeniti in če tisti, ki verificira, ima tudi vsa ustrezna pooblastila za delo v COBISS-u, pač spremenimo te podatke, ker je to najhitreje. Zdaj, v tem času smo recimo takole spremenili od celotne količine, ki jih je nek OSIC preveril, je recimo naravoslovje spremenilo tipe pri 7,5% pregledanih zapisov. V medicini je ta podatek višji, zato ker pač imajo malo več napak pri določanju tipa dela pri bibliografski enoti. No, na koncu pa seveda
naloga, ki ni zapisana med nalogami v razpisu, ampak jo izvajamo, tako da pomagamo avtorjem, bibliografom, urednikom, založnikom na ta način, da jih seznanjamo z novostmi, da pojasnjujemo, kako se vrednoti posamezna objava, da preverjamo, ali je mogoče v tistem bibliografskem zapisu kakšna napaka, da zato avtor ne dobi takšne točke, kot je pričakoval in tako naprej. Tako. Kot veste, po principu vprašanja so možna in odprta. Kakšno vprašanje za gospoda Janeza? Evo, eno vprašanje, ampak tudi za te na spletu, da slišijo. Petruša Miholič, morda Jana sam komentar napaka pri vnosih pri medicini, da je to višja. Morda gre tudi za pritisk raziskovalca na določeno tipologijo, ki jo pač knjižničar pod pritiskom doda, čeprav ve, da je napačna in potem preloži to na osic. Hvala. Ja, to je zelo dobro vprašanje. Če bi imel precej več časa, bi tudi to vam povedal. Namreč en razlog za preverjanje zapisov, da je bilo ga nujno uvesti, je bilo to, da so v posameznih knjižnicah, recimo nadrejeni ali dekan ali prodekan ali pa sam raziskovalec, avtor, če je bil dovolj močan, da je pritiskal na knjižnico, tako da je knjižnica vključila v bibliografski zapis tip dela, za katerega je vedela, da ni pravilen. In v začetnem obdobju se je pojavljalo tako, da so me recimo poklicali, pa so rekli, poglejte, tale zapis sem naredila tip, čeprav ni pravi, ker so me prisilili. Pa smo mi popravili. Zdaj pa lahko rečejo, v redu, jaz lahko pišem, ampak Osis bo popravil. A ne? In s tem se je izboljšala kvaliteta. In to delo bo nujno, tudi če ne bo več na tak način točkovanja oziroma vrednotenja, če se bo metodologija spremenila, da se bo upoštevalo samo kakovost objave. Ker vedno je tudi bibliografija, število objav en podatek, ki pove nekaj o avtorju, ustanovi, državi in tako naprej. Časa je še za eno vprašanje. Imamo ga, evo, prihaja mikrofon. Dober dan, Igor Zemljič tukaj, včasih INZ. Hočem reči, časi se spreminjajo. Ko sem jaz začel se ukvarjati s temi bibliografskimi zapisi, je bil položaj direktorja tako močen, da ko je katerakoli raziskovalec pritiskal name, je rekel direktor, pošli ga k meni, mi smo tako dobri, da ne rabimo si pumpati bibliografije s točkami, ker je naša odličnost sama po sebi. In pol po 15 ali pa 20 letih dela se menjujejo direktorji, menjujejo se logike in ko smo mi isti bibliotekarji opozarjali na ista pravila in iste standarde, so nam rekli, pa zakaj ste tako togi, ne morete biti malo bolj fleksibilni, ne delaš v dobro svoje lastne inštitucije, mislim, v čigavi službi pa si, pa kdo ti daje denar. Hočem reči, časi se spreminjajo, ne glede na pozicije nas, ki smo na nek način isti ostali. To bolj komentar. Ja, tudi za takšne primere so Osici pomembni. Seveda, zelo pomembni so pa tudi za svetovanje, za pojasnjevanje zadev in prepričevanje.